Prisrčno pozdravljeni. Tokrat bi vas rad povabil na en krasen, izjemen, edinstven dogodek Prebujeno srce Slovenije v živo s krasnimi gosti. Z nami bodo Jasmina Kandorfer, Boris Svene, docent dr. Katarina Habe, profesor dr. Metka Ravnik-Glavač in dr. Tina Košir. Pogovarjali se bomo o res zanimivih tematikah osebne, duhovne rasti, napredka, transformacije in seveda bo vse radostno in igrivo obarvano, z nami tudi glasbeni zbor, mogoče določen pevec bomo še videli in pa seveda veliko radostne igrive energije in kar 2 izvedeni meditaciji v živo. Se vidimo tam 16. decembra 2023. Dober dan, lepo pozdravljeni. Na dogodku Odprto srce Slovenije v živo. Mene je doletela ta velika čast, ampak tudi ena taka skrb, kako bom to naredila, da predstavim človeka, ki je bil voditelj teh oddaj. Dejan Jarič. Kdo je Dejan Jarič? Težko bo povedati. Je zdravnik, doktor medicine, je holistični zdravnik, je transpersonalni psihoterapevt, je ustanovitelj holističnega centra, je ravnatelj šole, jaz bi rekla tudi predavatelj in prijatelj šole Ananda, je kandidat za doktorat oziroma PhD v ZDA na Quantum University, tako da bo bodoči integrativni zdravnik oziroma holistični zdravnik z doktoratom. Bi rekla, da je tudi podjetnik, z žilico podjetniško. Zakaj smo se tukaj zbrali danes? Jaz sem tukaj plonk cegel, zato ker ne vem, če bom kaj pozabila. In ker za nič ne vidim več, bom takole naredila. Je tudi napredni trener za osebni in duhovni razvoj. In zdaj bi rada nekako povedala, zakaj smo danes tukaj. Zato, ker se je Dejan Jarič odlično znašel tudi kot voditelj oddaj Prebujeno srce. V njegovih oddajah se je zvrstilo na desetine odličnih, eminentnih gostov. Začel je z Zvezdano Mlakar, se spomnim, da mu je napovedala kar svetlo prihodnost. Potem je bila meni zelo draga Manca Košir, Tina Košir, Mojca Fatur, Mojči Debeljak, Jasmina Kandorfer, Vida Žabot, Metka Ravnik-Glavač, Katarina Habe, Mojca Vene, Boris Vene, Krešimir Mišak, Adrian Kezele, Oskar Kogoj, Werner. Skratka, jaz jih ne bom vseh naščila zdaj, ker jih je bilo zelo veliko, ampak bi vas rada še enkrat prav vse posebej iz srca pozdravila, ker sem prepričana, da smo tukaj zato, da pripomoremo dvigant v Sloveniji vibracijo še za 1 stopnjo in če se bo vsako srce odprlo samo za milimeter, je zelo veliko. In vi tukaj, ki ste tukaj zato, ker imate že odprta srca. Hvala lepa. Evo, dobrodošli. Dobrodošli, lepo vas je videti. Lepo je Maja že povedala, tako da prebujeni ste tukaj, a ne tisti, ki čutite, tisti, ki resonirate,
tudi z mano, z mojim delom, tako da vas res še jaz lepo iz srca vse pozdravljam. Danes nas čaka en lep dan. Res veliko programa smo pripravili, kar 6 gostov, oziroma še dodatni specialni gost, ki je tam v prvi vrsti, kar 2 meditaciji v živo. Potem bomo nekaj glasbenega programa imeli, tako da res se že veselim, da bomo skupaj sokreirali en tak lep dogodek. Vas vabim, da ste čim bolj odprti, čim bolj sproščeni, tako kot na seminarjih, radostno igrivo ste videli, te naše slikce, naše šole tudi, v kateri bomo potem kakšno besedo povedali. Mogoče za začetek, kdo je prvič danes z nami, oziroma še niste bili v živo z nami v kontaktu. Ok, super, kar nekaj, bravo. Odlično, tako da verjamem, zaupam, da vam bomo pričarali neke te naše srčne energije, vibracije, da boste lahko začutili, kaj sploh jaz delam, kako sploh to poteka. Tako da res sem vesel, hvaležen za vso podporno ekipo, ki je z mano, ki me podpira v ozadju, za vse nastopajoče, tudi ki boste spoznali. Zdaj pa bi mogoče za začetek Amina naredila eno tako zvočno kopel, tako da se malo uglasimo. Potem bi pa že kar naredili eno tako vodno meditacijo, tako da se malček povežemo v srcih, tako da lahko vmes gledate, lahko zaprete oči, lahko ste noter v sebi, mogoče samo nekajkrat globoko vdihnete, izdihnete. Če čutite, zaprete oči, kakor vam je ljubše, in potem bomo šli kar naprej v meditacijo in bo vam midva nekako to intuitivno zapeljala. Okay? Super, Amina, izvoli.
lahko izrazite svojo srčno namero za ta dan. Torej, kaj je tisto, kar želite danes izpustiti? In kaj je tisto, kar želite ponovno prebuditi v sebi? Poslavljamo se od starega, iluzornega jaza in se prebujamo v resnični jaz. Tako res odpiramo postopno svoje srce in se usklajujemo z višjo vibracijo, s tistim, kar v resnici v samih temeljih zavedanja mi smo. In to je čista izvorna zavest, ki je neskončna, ki je brezmejna. Lahko res sedaj začutite to svojo neskončnost, brezmejnost. In lahko tudi z rokami greste pred seboj in približate in oddaljite roke in čutite to elektromagnetno polje med rokami. Kako se jača, kako je že močno, kako ga mi skupaj soustvarjamo. Kajti srce ima 5000-krat močnejši naboj kot možgani. Ampak ko deluje v povezavi s srcem, torej ko je v koherenci s srcem, potem smo mi zares celostni in delujemo iz tistega polnega potencijala. In samo čutite to energijo med rokami. Res čutite svojo brezmejnost, svojo neomejenost zavesti tega, kdo v resnici ste. Naj se ta dan poveže naša srca, da res začutimo s to svojo pravo energijo, pravo bit, da smo lahko radostni, igrivi, sproščeni, odprti, iskreni, ker tukaj je varen prostor in si lahko dovolite, da ste to, kar ste. Če vam bo v procesu šlo na jok, dovolite si, kakorkoli, karkoli se bo zgodilo, ker je tako prav za vas. Se samo predajte in zaupajte procesu, preko katerega bomo vsi vodeni in ki se je že začel odvijati. Sedaj bomo potovali od hrbtenice, od prve čakre, torej po hrbtenici, oziroma hrbtenjači navzgor, in bomo z vsako čakro dvignili energijo, odprli energijo in se razširili v neskončnost, v brezmejnost. In gremo prva čakra. Odpremo energijo, aktiviramo. Potem druga čakra, malo pod popkom, odpremo energijo, aktiviramo. In gremo više, solarni pletež. Odpremo energijo, aktiviramo. Še više, srce. Odpremo svoje srce in zaupamo temu izvornemu vodstvu, svoji intuiciji in ponovno izrazimo srčno namero za ta dan in vse nadaljne dni. Kajti sedaj, danes, lahko vsi doživimo en velik preboj na nivoju zavesti in se še globlje kot kadarkoli prej spomnimo, kdo zares smo. In si dovolimo, da še več iluzij odpade, da še več plasti čebule olupimo in pridemo v globlji stik s seboj.
In gremo še više, grlena čakra, čakra volje, izražanja, kreativnosti. Odpremo energijo v tej čakri, da zmoremo izražati resnico, vedno in povsod, da smo kreativni, da smo odprti. Varno je biti to, kar sem, biti to, kar si, je blaženost, je ananda. Dovolimo si, da zasijemo svoj polni luči, da se aktivira naš polni potencial. Gremo še više, tretje oko. Odpremo energijo, aktiviramo tudi to čakro, da zmoremo videti resnico onkraj vseh iluzij. In gremo še više na področje temena. Kronska čakra, aktiviramo, naj se ta lotosov cvet odpre, razcveti, naj je ananda. In sedaj potujemo nazaj navzdol, torej mimo las, vratu, področje sredine prsnega koša. In z jasno namero, da se zlijemo v svoje spiritualno srce, da res začutimo, kdo smo, torej področje prsnega koša, in potujemo, zapustimo svoje fizično telo in se poglobimo še globje skozi eterično telo, še globje skozi čustveno telo, potujemo še globje skozi miselno telo, torej naš um, naše vzorce, in gremo še globje skozi karmično telo, še globje intuitivno telo. In na to stopimo direktno v stik z izvorom, ki je v nas samih. Torej ta izvorna zavest, kjer smo povezani z virom. Stavno se odpremo in zlijemo s to izvorno zavestjo. Naj ostane samo resnica. Lokalizirani aspekt absolutne resnice, ki leži v nas samih. Stavno se odprete in samo začutite, kdo v resnici ste. Sedaj se čutimo svojo brezmejnost.
svojo popolnost in se preko vseh čakar in srca razširimo onkraj tega prostora. Onkraj Medvod se širimo še bolj. Onkraj Slovenije, Evrope, Zemlje, potujemo navzgor v vesolje, planeti, zvezde in potujemo še onkraj, izven našega osončja. Galaksije, svetlejše, temnejše pasti svetlobe in se širimo še bolj. Prvi prehod. Stopimo iz materialnega vesolja in potujemo po vsem duhovni sferi, naš spirit, ki je povezan z virom, zavedno in odzmeraj. Kajti ni začetka in ni konca, samo ljubezen je. In čutimo, kako se zdaj zdvijamo v to brezmejno izvorno zavest, kako postanemo eno z njo, kako ločenost izgine, kajti v resnici ne obstaja. Smo ena zavest, ki se prepoznava preko različnih ogledal. Tukaj lahko ponovno izrazimo to srčno namero za ta dan. In ta proces se že odvija. Karkoli želite izpustiti, naj se to zgodi. In se je že zgodilo, kajti v kvantnem ni časa, ni prostora in vse samo je, tukaj in zdaj. In samo začutite, kako ste že prejeli tisto, kar ste izbrali. Čutite radost, ljubezen, sočutje, resnico in svobodo, kajti vse to imamo v neomejenih količinah v sebi. Samo povezati se je potrebno s seboj, da lahko to res začutimo, kdo zares smo. In sedaj čutimo, kajti vsi smo povezani v tem izvornem polju zavesti, enosti srca. Sedaj svojega notranjega otroka, ki je bil morda kdaj ranjen, prizadet. Lahko ga pogledate v oči in mu date ljubezen, sočutje. Vse tisto, kar morda ni prejel od staršev ali skrbnikov. Stavno samo pogledajte se, koliko ste stari, 3, 4, 5, morda manj, morda več. Pogledajte se v oči in povejte si, kako ste čudoviti, kako ste krasni, brezmejni, popolni. Točno takšni, kot ste. In dvignemo se v ljubezen in svetlobo in čutimo sedaj to. Dvignemo se v zavedanje, kdo smo. Naj se nocoj prebudijo srca Slovenije in čutite. Samo čutite energijo. Medsebojno povezanost vseh nas, kako smo povezani, kako plešemo v tem izvornem polju zavesti. Plešemo ta sveti ples enosti srca. Naj se res prebudijo naše srce, da se spomnimo, kdo smo in nikoli več ne pozabimo. Ta spomin, prav spomin se danes aktivira v popolnosti. Čutite, ko se res odpira srce.
ko smo zliti v tej brezmejni božanski popolnosti tega, kar smo. V tem svetu, kjer več ne obstajajo nasprotja, kjer vse samo je. In od nas je odvisno, s katero energijo v tem polju se oglasimo. In izberimo radost, izberimo igrivost, sočutje, ljubezen, resnico, svobodo, modrost, nenavezanost. Karkoli še začutite, izberite to sedaj, kajti vse to že imate v neomejenih količinah v sebi. Samo začutite to in naj se razširi to zavedanje, vkopajte se v tej božanski energiji. Vsega, kar že smo. Spomnim se. Objamite še enkrat notranjega otroka. Potolažite ga, če morda bil žalosten, užaljen, ranjen ali prizadet. Kajti samo mi si v resnici lahko damo ljubezen sami. In ta moč je v nas, da se res zacelijo naše rane, bolečine preteklosti. Se naše srce, prebujajo se vsi naši potencijali. Če je še katera oseba, ki bi želeli ta dan oprostiti, lahko to dušo povabite v proces in ji poveste iz srca, lahko je to oče, mama, brat, sestra, otrok, prijatelj, sodelavec, ni pomembno. Lahko pa ste to vi sami, ker ste morda sebi zamerili. In najpomembnejša oseba, ki je rabimo oprostiti, smo mi sami. Poglejte se v vseh naštetih življenjih obstojih, kaj vse ste samo živeli, katere vse drame smo se šli. Čas je sedaj za odpuščanje, za sprejemanje. Kajti vse je bilo na neki stopni zavedanja prav, točno tako, kot je bilo takrat. Ampak sedaj, tukaj in zdaj, lahko izberemo ljubezen, lahko izberemo sočutje, takrat, ko je to najtežje. Kajti tako so storili vsi največji mojstri v zgodovini človeštva. Jezus, Buda, Sai Baba, Ramana Maharshi in nešteto drugih mojstrov, ki je prišlo na zemljo nam pokazati, kdo smo, da se tudi mi spomnimo. In naj se res razširi to zavedanje, da se odpremo, začutimo Kristusovo zavest nocoj v tej dvorani, v naših srcih. Živi ta ljubeča energija. To smo. In z te ljubezni lahko odpustimo sebi in komorkoli, ki nas je kadarkoli prizadel. Kajti tudi ta oseba je pozabila, kdo je, in je delovala iz svojih ran in bolečin. Dovoljte si, če pridejo solzice, zjokajte, začutite. Varen prostor je. Vse je dovoljeno tukaj. Bodite ranljivi, dovoljte si. Ranljivost je moč. Ranljivost je svoboda.
Žal mi je, da nisem znala drugače. Prosim, oprosti mi. Sedaj te vidim, sedaj te čutim, kdo si. Vidim te v esenco. Ko je to oče, mama, kdorkoli. Moj globok poklon in moje globoko spoštovanje. Hvala za najin dogovor na nivoju zavesti. Hvala, ker si me prišla spomniti, kdo sem. Hvala za vse dobro in za vse navidezno slabo. Sedaj vidim, da je bilo tudi tukaj darilo zame. Darilo osvoboditve na vseh nivojih, ki je največja nagrada, ki jo lahko prejmemo vsi. Naj je še tako težko. Zaupajmo življenju, da ve bolje kot naš um. Zaupajmo višji inteligenci, preko katere smo vsi vodeni, kajti v resnici ne moremo ničesar skontrolirati. To je le iluzija naših glav, programiranih vzorcev. Te 3D realnosti, ki jo še malček živimo, ampak se od nje poslavljamo, kajti prehajamo na višje nivoje. Kot človeštvo se zavest dviga. Sedaj čutimo to vibracijo tega dviga zavesti. In kako vsak izmed nas prispeva ta delček mozaika k spremembi sveta. Ko se spremeni sam, prispeva največ k spremembi sveta. Kot je rekel že veliki Gandhi, bodi ti sprememba, ki jo želiš videti v svetu. In mi smo ta dan sprememba. Iluzije, maske odpadajo. V svet je oder in mi smo igralci. Ampak sedaj igramo igro zavestno, iz ljubezni in sočutja, kajti spomnimo se, kdo smo. In izpustimo stare plasti, stare iluzije. Naj se prelevimo, naj slečemo to staro kožo kot kača, ki se levi. Ali iz bube gremo v metulja in poletimo visoko v nebo. Da se res aktivirajo vsi naši polni potenciali. Naj res začutimo svojo čisto, božansko izvorno esenco tega, kdo smo. Ko odpadejo vse iluzije, se od njih osvobodimo. Osvobodimo se iluzij v ljubezni in sočutju, v resnici in svobodi, v milosti izvornega, v zdravi srčni ponižnosti, hvaležnosti. Se še nekaj trenutkov, samo biti, samo sam in to je dovolj. Povezani v kvantnem polju neskončnih možnosti, v naših srcih smo neustavljivi, nepremagljivi. Samo čutite to svojo moč, ki je neskončna, ki je brezmejna. Kajti mi smo del božanske inteligence.
val na oceanu, ki se pojavi in potem zgine v neskončnost in se spet pojavi in spet izgine. In dovolimo si potovati na oceanu božanske ljubezni, ko smo in nas ni in ponovno smo in nas spet ni, ker je samo izvorna zavest na najvišjem nedualnem nivoju. Spoznamo, da je bilo vse le ena igra, ki smo jo igrali. Ampak dokler že imamo ta telesa, igrajmo to zavestno, z višjo zavestjo in zavedanjem, kdo smo. Sedaj bomo počasi potovali nazaj, bomo prizemljili svojo energijo. Da pridemo počasi v ta čas in prostor. Lahko vizualizirate eno kroglo ali pa karkoli začutite. Gremo preko drugega prehoda, se spuščamo niže. Preko prvega prehoda vstopimo nazaj v materialno vesolje. In potujemo preko različnih galaksij, preko planetov, zvezd. Pridemo v naše osončje. V daljavi zagledate naš čudoviti planet, Mati Zemljo ali Gajo Sofijo, to božansko Mati, ki nam vse daje, ki je neskončna, brezmejna. S hvaležnostjo, ponižnostjo se spustimo niže. Torej Evropa, Slovenija, Medvode, kulturni dom, stopimo v ta prostor. In nežno vsak skozi kronsko čakro, skozi teme, stopi nazaj v telo. In potujemo sedaj po hrbtenici navzdol. Torej od kronske do korenske čakre. In gremo preko nog, stopal in se prizemljimo v središče zemlje, do jedra. In dobro prizemljimo svojo energijo. Hvaležnostjo in ponižnostjo. Potujemo nazaj navzgor preko vseh plasti zemlje, svojih stopal, po nogah navzgor, po hrbtenici navzgor, do srca. In ko smo pripravljeni, počasi odpremo svoje lepe, prerojene, božanske oči v prebojenih srcih, ki smo jih sedaj aktivirali. In pridete v tukaj in zdaj. In če bi kdorkoli podelil izkušnjo, bomo dali mikrofon okoli in boste lahko podelili svojo izkušnjo. Mikrofon iščem. Tlele.
bi kdorkoli karkoli podelil, vas vabim, bo Aleks tam le šel moj tehnik okoli, pa če bi kdo svojo izkušnjo želel podeliti, tako da vas vabim, da čim več sodelujete v procesih, tudi potem na koncu pogovorov bomo imeli možnost za vprašanja. Tako da je ta sokreacija srčna res, vidim solzice, vidim milost v očeh, odprta srca, lepo, lepo, hvaležen, da ste tako zavestni sokreatorji. Če bi kdo želel karkoli, sem dvignite roko, pa podelite izkušnjo. Zdaj ste še malo v transu, Vem, kako je. Me se včasih cajt še ne more sestaviti. Bom še kakšno srčnico Mancino prebral. Manca je z nami v srcu, v duhu. Ni žal mogla se udeležiti, ker je v tišini, ona ima zdaj te vaje v tišini, glih ta vikend ima. Ampak sem rekel, boš z nami v duhu in bom kakšno tole srčnico iz neba do dna. Poznate Mancino? Zelo lepe, Zelo lepe srčnice. Bom kakšno, ki začutim. Potem bo pa že čas, ob 12. za našo prvo gostjo. Če bo pa kdo karkoli hotel, bo pa Aleks tlele, pa bo okoli. Poslušati. Kako? Le kako zares slišati. Poslušati z notranjim očesom srca. Vse vidi, kar je vidno in kar ni. Vse sliši, kar je rečeno in kar ni. Njegove veke so zaprte, če je zaprto srce. Ko se to odpre, oko vzre, kar je in kakor je. In takrat, samo takrat je eno vse. Povezano, soodvisno, gibljivo in živo. Tihota. Tihota me vabi, naj se potopim vanjo. Izstopim iz hrupnega sveta in čisto potiho vstopim v globine srca. V tihoti bom lahko ležala na travniku miru, se smehljala oblakom in risala mavrico, ko bom mirno sedela v sebi. Ne bo zahtev, kaj še moram, ne bo glasov, ki bi me priganjali. Ti so del sveta, iz katerega bom odšla na počitnice duha. Dobila bom drugačen pogled, v istih očeh. Pogled neba, ki ne sodi, ne analizira in ne kriči, da bi preupil druge glasove. Tako bom lahko poslušala glas presežnega, ki domuje v samoti in tišini, v naši edini resnični domovini, ki se imenuje ljubezen. Pa je globoka, Čutite to energijo, vibracijo, Vsaka beseda ima vibracijo, Zelo pomembna. Bogastvo. Odkar težko govorim, sem bolj krhka in ranljiva, a tudi bolj učljiva. Zdaj znam gledati ljubeče drugega v oči in reči, prosim, pomagaj mi. Ni ga, ki bi rekel ne, in ni je, ki ne bi odprla dlani. Jaz pa vse bolj ponižna in hvaležna, močna kot velikan, bogata do neba. Še eno, potem je pa 12 ura, smo točni. Počasi. Počasi hočem, čisto počasi. Dvignem veke počasi, da svetloba ne udari v tiho noč pod njimi. Roke, noge premikam počasi,
da življenje ne prihiti občutka mrtvila noči. In potem počasi naprej. Čas se raztegne, dan potegne. Kako sladka iluzija, da odlagam, kar prihaja v kosti, pod veke v nočne oči. Občutek večnosti, ki z ljubeznijo veže, kar čas razvezuje. Ker časa tam ni, v brez prostorju lebdi. V tisti večnosti izvora, ko mene več ni. Globoko. Čutite to? Ja? Bomo še potem kakšno. Ok, zdaj pa čas, da napovem našo prvo gostjo danes, ki je profesorica, doktorica Metka Ravnik-Glavač. Ja, lahko kar povabimo na oder, bom potem povedal. Hvala ti. Evo, greva kar tukaj, izvoli. Mislim, da je tlele še en mikrofon za goste. Ja. Takole pa govoriš pa čist noter, takole, 1, 2, bomo tole, takole čist noter, evo. Tale boja. Tako da najprej... Pozdravljeni. Ja, živijo Metka, da jo malček predstavim, sej več ali manj ste prebrali, ampak vseeno, toliko da, ker imamo tudi kamere, in bomo vse to posneli, tako da Metka Ravnik-Glavač je torej raziskovalka in univerzitetna profesorica. Študij kemije je končala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in doktorirala z področja molekularne genetike na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Izobraževala se je in delovala je na številnih akademskih ustanovah v Evropi in ZDA. Odkar pomni njena velika strast raziskovati, kako deluje narava in življenje na najsubtilnejših ravneh oziroma nivojih. Razvijati svojo življenjsko filozofijo in notranjo etiko in izražati se s slikanjem. Kot raziskovalka objavlja številna mednarodno odmevna dela z področja molekularne genetike in epigenetike. V svojih raziskavah povezuje tudi znanost in duhovnost in s tem odpira nova področja raziskovanja in poučevanja. Preko študija, razmišljanja in meditacije se odpirajo razširjena doživljanja sveta, tudi preko intuicije in notranjih vizij, ki jih prizemljuje na slikarskem platnu in v zadnjih letih tudi v pisani besedi. Ja, bomo potem videli določene slike in pa tudi kakšno poezijo bova prebrala. Torej, hvaležnost, zaupanje predaja življenju so vodila, ki omogočajo prehajanja na višja stanja zavedanja v radost, mir in enost. Evo, zdaj bom pa jaz samo prezentacijo dal. Najprej bova tole imela splošno, potem bova pa še tvoja, prav? Takole. Evo, tole bomo pa potem. Takole. Evo ga, to so še naši medijski podporniki, lahko jih vidite, tudi tam ste jih videli na vhodu, bomo še potem kakšno povedali. Meditacijo smo imeli, takole. Evo, zdaj pa greva mi dva. Takole. Najprej to bom jaz kar šel, čez slajde, potem tlele imava risbice, bova pokazala. Tako da evo, Metka, dobrodošla, kako si? Hvala. Hvala za povabilo. Zdaj se počutim tako blaženo po tej meditaciji, da sem že prej rekla Borisu, da ne vem, kako bom zdaj preklopila iz srca v možgane. Spet v Ja, ker to je včasih zelo težko. Ja, včasih niti govoriti ne moremo v redu, tako da upam, da bom kaj znala povedati. Da se bo racionalni del vklopil, Ja, že po dolg časa nisem jokala, danes sem, tako da najlepša hvala za to meditacijo, res. Hvala. Hvala. Ja, Metka, raziskovalka, znanstvenica, imela si tudi predmet, povezava zavest telo na Medicinski fakulteti, kjer si študente medicine učila to povezavo. Ja. Kako je to izgledalo, kako je to bilo, so bili navdušeni? Ja, jaz sem v bistvu zato, da sem lahko ta predmet naredila, hotela sama narediti prej neke raziskave, ker
nekega večera ob morju se mi je utrnilo, kako v bistvu, kaj več vse smo, kot se sploh zavedamo. In da bi v bistvu na teh molekularnih nivojih rada prepoznala, a se vsa ta naša, recimo, zavedanja, ki jih lahko dosežemo s pomočjo meditacije, poznajo tudi na telesu. In takrat sem pač, to je bilo že skoraj 10 let nazaj, izvedla s pomočjo meditatorjev, ki so res bili izkušeni meditatorji in so v bistvu več kot 30 let že meditirali in so mi sami prišli do mene, da bi radi pač videli, a se res na nivoju telesa, na teh subtilnih nivojih molekularnih, kaj spremeni, če oni to doživljajo na tak način, kot to doživljajo med meditacijo. In potem sem skupaj z Inštitutom za nevrofiziologijo Univerze v Ljubljani in pa pač svojimi mladimi raziskovalci naredila raziskavo, v kateri smo pač spremljali s pomočjo EEG, kaj se spremeni na teh možganskih tokovih med meditacijo. In pred meditacijo smo tudi tem meditatorjem vzeli kri in potem še 1 uro po meditaciji. Tako da sem jaz pol iz te krvi izolirala ta genetski material oziroma RNA, ki je pač izražanje genetskega materiala ob vsakem trenutku, in smo pokazali to razliko, kaj se dogodi pred in po meditaciji oziroma kakšna je ta razlika, ki se je pokazala. In se je pokazala zelo velike spremembe, lahko pač pol tudi pogledamo nekaj slikic, kako se vidi na EEG je to, kako se vidi na molekularnih nivojih, ne moramo pokazati direktno, ampak lahko preko potem teh statističnih analiz, ki v bistvu pokažejo s pomočjo, mi lahko primerjamo izražanje gena s določenimi metodami, in potem pač s pomočjo teh statističnih obravnav lahko ugotovimo, kateri molekularni mehanizmi oziroma pomembne molekularne poti so se spremenile, s tem, ko se je pač izražanje tistih genov, ki so v te poti vključeni, spremenilo. Odlično. Torej, in potem, ko sem to naredila, sem se pač odločila, da bi pa to rada tudi še povedala bodočim zdravnikom, ki se pač bodo imeli priložnost mogoče s tem še kdaj srečati oziroma bodo znali svetovati bolnikom, da je pomembno, da se znajo umiriti, da to vpliva na njihovo telo, da mogoče lahko vpliva tudi celo na njihove potomce, ker v bistvu preko teh epigenetskih sprememb se lahko te razlike prenesejo tudi v naslednjo generacijo. Sem gledal, da celo 6-7 generacij so določene študije že narejene, da je prenos možen. Torej neka travma, ki je imela neka moja prababica nekje, transgeneracijsko se lahko tudi prenese, da imam jaz nek občutek pomanjkanja mogoče, to sem recimo ta film Ginny in Your Jeans, ameriški, gledal, ki so tudi raziskovalci gledali in so videli te spremembe iste, so gledali v bistvu izražanje genov, kako se je to spremenilo. Ja, v bistvu sem jaz to prva naredila, res noben še ni prej tega naredil, v bistvu, da bi povezal tudi EEG raziskave skupaj, Veliko je bilo narejeno samo na pač teh možganskih tokovih, ni bilo pa nič še na genetiki, zato ker pač vsi so gledali samo, kaj se v možganih spremeni, jaz sem pa vedela, da se mora spremeniti celo telo, ne samo, kar se dogaja v možganih. Absolutno, ampak zato, da sem imela pač dokaz, da se na možganih to vidi in da se je dal potem povezati tudi s celim telesom. Ker sem imela pač to hipotezo, da v bistvu je naš deluje kot neko zunanji dejavnik, ki vpliva, preko katerega lahko mi na celotno telo delujemo.
Ja, ker zdaj že pravijo, ne, telo je naš nezavedni um, ne, in dejansko vsi vzorci, vsa So v bistvu percepcija. je oboje, a Ja, ne, ta, tudi, ja. Je vse je prenos. povezano Vse, v bistvu, ja. celo telo je povezano, zato je tako težko recimo pri kompleksnih boleznih najti, kaj je tisti primarni vzrok, ker vse je potem ima vplive na različne organe, na različne mehanizme in je zelo težko najti, kaj je tisti primarni vzrok. Zato je tako težko najti zdravila tudi za recimo te rakave bolnike, potem za razne nevrofiziološke bolezni. Smo kar kompleksna bitja. Ne? Zelo, Zelo, ne. neskončno in to Ja. me še vedno neskončno fascinira. Kakšna lepota, kakšna organizacija po drugi strani, pa taka kompleksnost in taka harmonija. Višja inteligenca je sprem nas je naredila, ne? To je noro. Mi smo izraz tega. Izraz tega, ne? Ja. Ja, točno to, ne. Mogoče zdaj, če greva malček ta epigenetika, ne, recimo damo celico v različno okolje, ne, in se seveda pod različnimi vplivi razvije v različno vrsto celic, to je v bistvu epigenetika, ne. Epigenetika je že sam naš razvoj. Razvoj, ne. Razvoj. Zigota, Ne, ne. v začetku smo vsi ena celica, ki je omnipotentna, se pravi, lahko se razvija v katerokoli celico našega telesa. In zato ne, v vsaki naši celici, kljub temu, da je to celica, bodi si krvna celica, bodi srčna celica, bodi si možganska celica, ima vsaka enak genetski material. Razlika je samo to, da se različni geni izražajo v različnih celicah. In to je cel proces tega razvoja, diferenciacije se reče, je v bistvu epigenetski. Ja. Se pravi, da neki geni se v nekem določenem trenutku za določen čas prižgejo oziroma aktivirajo. A ne? To je tako, kar rečem, jaz lučka na novoletni jelki, se prižge pa ugasne kot stikalo. In to je taka, ne vem, kako bi rekla, taka organizacija, taka regulacija na toliko nivojih, da v bistvu to šele sproti odkrivamo. In zgleda, kot da se še vse razveja. Vsaka veja je še razvejana na 1000 nešteto. Ne vem, a je sploh konec temu kdaj. Ni. Ne. Kot da bi, ne vem, včasih mislim, da bolj ko raziskujemo, bolj se kompleksira. Sem zato, da nikoli ne pridemo do konca. No, vem, da nič ne vem. Ne, ja. Ja, več kot vemo, ne, bolj ugotavljamo, koliko še ne vemo, ne, te misterije življenja. Ne. Ja. No in zdaj potem vsa naša prilagoditev, ne, tudi okolju in vsemu, deluje na tem nivoju, ne, da se pač telo se prilagodi temu s tem, da spremeni mehanizme, da spremeni, kateri geni se bodo zdaj, zato ker pač je prišlo do neke napakice tam, da se bodo zato mogli drugi procesi začeti, da bojo lahko popravili tisto, kar se je tam nekaj pokvarjalo. Ne? Ampak čim pa neka stvar, ki jo velikrat ponavljamo, si utere eno pot, utre eno pot, lahko ta pot potem postane konstantna. In to je to, kjer so potem te epigenetski procesi postanejo potem nekje zakodirani v celici, in zato se lahko potem prenesejo v drugo generacijo. Zdaj, ne spreminja se naš genom, ampak spreminja se samo izražanje genov, ki pa temelji na procesih, ki so z epi pomeni nad, se pravi nad genomom. To so neki spet kemijski procesi, neke skupine kemijske se vežejo na te molekule, ki so že genetski material. Recimo metilacija, acetilacija, to so pač določene metilne skupine. Histonija, ne, se prerazporedijo okoli DNK. To je spet drug mehanizem, histonske deregulacije. Jaz že malo tvoje stikce kažem vmes, da malo še gledajo. Pol bova dala pa še kakšne... Da povem, zakaj so posod oči. To je pač simbol zavesti za mene. Ker zavest je povsod. In zato jaz pač vse moje slike imajo oči. Božansko lepe so. Hvala. In to je pač tako, kot jaz doživljam življenje. To se ti v meditaciji kaže tudi.
tudi imam pa še druge nekaj, ki sem jih prej risala, so pa prav iz meditacije. Ti zdaj tako malo kombiniram z naravo in meditacijo, zato so take, so iz narave večinoma, ne, pa vse pa imajo ta moj simbol zavesti vključen. Torej, mi smo v resnici zavestne. Kako je to povezano, recimo po tvojih izsledkih, zavest, telo, mogoče, če bi poljudno lahko to svojimi izsledki raziskav nekako povezala, ne? Če je to možno? Ja, v bistvu je zelo težko to ločati, ne? V bistvu, ker zavest, telo sta v bistvu lahko eno in isto, če je zavest izražena v obliki telesa, ne? Jaz tako pač, meni je pač zato, ker sem genetičarka, ne, mi je itak ta DNA vijačnica, mi rečemo DNA, to pač v znanstvenem svetu ne govorimo DNK, ja, ne vem, to se je tako pač v našem... Se je tako prijelo. Ja, prijelo, tako DNK je DNA, no, deoksiribonukleinska kislina oziroma deoksiribonucleic acid, zato je pač A, ne, iz angleščine. V glavnem, pač jaz mislim, da pač ta DNA je v bistvu informacija, ne, ki je v bistvu zelo podobna temu, kar je spirit, ne, kar je duh. Zato, ker v bistvu sama za sebe je samo informacija, ni še nič in je vse v bistvu. Ne. Zaradi tega je potem, ko se izrazi v obliki molekule RNA najprej, pa potem v obliki proteinov, enzimov, pa je, potem pa že ima funkcijo in je v bistvu že materialna stvar. Ne? In je nekako v bistvu to vidim, v bistvu to povezavo že znotraj nas. A ne? V bistvu tudi, če greš čist na ta molekularni nivo, je vse zelo podobno. Ne? Tudi kako komunicirajo molekule med sabo, kako si pomagajo, kako se popravljajo ena druga. To so v nas taki mehanizmi, ki so res zelo podobni temu, kar je sodelovanje, komunikacija, popravljanje. Čeprav, če se neka molekula zmoti in naredi neko napako, je cel sistem, ki gre zdaj na to, da se to popravi, da se izreže tista stvar, ki se je narobe vgradila in imamo skozi te popravljalne mehanizme. Vsak dan, v vsaki celici je na tisoče genetskih napak, ki se zgodijo. In če ne bi imeli teh mehanizmov, tega sodelovanja, bi bili takoj vsi, nas ne bi bilo več. Tako, ja. Koliko si delamo škode, koliko pod stresom živimo, pa te popravljalne mehanizme, ki se nekako zmotijo 10⁻⁵, oziroma imamo še popravljalne mehanizme tega encima, ki se 10⁻10 zmotijo. Ne. Torej imamo dobro zaščito v telesu. Ja. Torej, še dobro, kolikor kdaj smo pod stresom, še dobro to naše telo, da dela, da smo relativno zdravi. Če pa pol preteramo, pa gre čez, pa zbolimo. Lahko. Ja, ko se ta homeostaza poruši. Notranje ravnovesje. Ja. Ampak da se z meditacijo to popravljati. Super, to je reverzibilno. Torej, epigenet, to je dobra novica, epigenetske procesi so tudi reverzibilni. To pomeni, da če kaj pokvarimo, bom rekel, z našim načinom življenja lahko tudi z meditacijo, z delom na sebi to popravimo. In tudi lahko popravimo za naprej. Super, bravo, to je to, za naslednje rodove. Ja. Torej, imamo veliko odgovornost v bistvu. Ja. Kako živimo, na kakšen način, ker se to prenaša na potomce? Ja, to jaz rečem svojim študentom. Ja. Ko bodo začeli misliti na potomce, takrat morajo še posebej biti pozorni, kako bodo živeli. To, da ni samo jaz in moje, pa to sebično delovanje, ampak da res tudi misliš na drugega. Kaj boš dal naprej? Noro, ne? Bolje pozno kot nikoli, bom rekel. Za naslednje življenje. Ja. Več sreče v prihodnje. Vse je v pravem času, ne skrbeti. Ja. Božanski čas, jaz tudi tako pravim. Ja. Divine vse je timing. prav. Vse je prav. Odlično. Zaupanje. Zaupanje življenju, to je tudi ta, nekako bomo rekli, za ta dogodek, da res zaupamo. Lahko tisto mojo pesmico preberem. Ja, aha, no. Ki je v bistvu v tem stilu, ki je
Boš povedala, kjera je? Kar ta prva. Kar ta prva, evo, odlično. Je že pripravljena. Bomo malo poezije, Metkine. Tako da kar lahko začute, lahko zaprete učke. Pridi z mano življenje. Prek širnih poljan zaplavajva skupaj do konca obzorja, kjer se odpira brezno resnice. Daj, potopiva se vanj v zaupanju ljubezni. Vse globje in globje, do najvišjih nenehnosti vseobsegajoče radosti. Lepo, lepo. Bova pa še kakšno. Bi zdaj mogoče dala tele tvoje slajde, pa da še malček razloživa, a ne? Ne vem, zdaj sem že vse povedala. Si že vse povedala. Mava še nekaj časa, tako da čakaj, da vidim, kje imamo tole tvojo prezentacijo. Kole, tlele so dali, evo ga. Pa ti bom dal kar tale, pa boš sama šla tele slajde. To zdaj ni začetka. A ni Ampak začetek? tako slabo se vidi. Bom jaz povečal samo, pa takole. Evo ga, zdaj bo čez celo. Tukaj imaš pa za naprej, tukaj je pa za nazaj, tukaj je pa sredina, je pa pointer. Jaz tako slabo vidim, ko mi tako oči svetijo. Ja, lučka je mogoče. Kje se je za naprej? Tlele je za naprej, ja. No, to je ta omnipotentna celica, ne? To je naša prva celica. Kaj imam napisano? Celica je izvor biološkega življenja vsakega Jaz ne organizma. bom mogla biti tukaj, ker res ne Ja, vidim. mogoče se pa tukajle. Mislim, da opala sem malo. Ali pa lučko, mogoče če. Takole, evo, da se sam predstavlja. A bo tle boljš? Kar tlele. Lahko. Sam pazi na kabel, ja. Sej, v bistvu, bom samo par teh slikic, zato ker bi... Jih toliko, da si predstavljajo malo. To je to, kar sem prej govorila, ne? Kako ta izvorna celica se potem lahko spremeni v katerokoli našo celico organizma in v našem organizmu je približno 200 različnih vrst celic. Ne? Zdaj tlele jih je prikazanih, mislim, da 5, ne? Tako da kako so potem po izgledu različne, ampak različne so zaradi tega, ker v bistvu se v njih izražajo različni geni. Ne vseh isti, v nekaterih eni, v nekaterih drugih in to nam potem omogoča, da iz tiste izvorne celice nastane celoten organizem, kjer ga zdaj vidimo tlele. Vključno z njegovo placento. Tista prva izvorna celica je tudi vir placente. Zato velikrat, mogoče ti prenatalno diagnostiko delajo z tega, da vzamejo celice te iz placente, zato ker v njej je isti genetski material, kot je celotnega, če bi bila kakšna napaka. To sem že prej rekla, 200 različnih celic, no in potem kako je v bistvu ta deoksiribonukleinska kislina zapakirana noter v jedro celice in tlele zdaj vidimo, opala, joj. Kar nazaj, levo, ja. No to, kateri del DNA, v kakšni količini, v katerem trenutku, za koliko časa se izraža, je potem odvisno, kako se bo človeško telo razvilo, kako izgleda, kakšno je naše zdravje, počutje, to je vse odvisno od tega. Tlele na tej levi strani, ne vem, koliko se sploh vidi, ali vi kaj vidite? A se vidi? Tam se vidi, ja. Zato, ker jaz tako slabo vidim, ne vem. Tako mi je nekaj ful temno. V glavnem tukaj na levi strani pa vidimo, potem, a je tle kje še pointerček? Tale, tole, ja. Trdeče, tole. Ok. Tukaj, tole je ta srednja je molekula DNA en konček, tole, ki pa gleda zdaj takole ven, te manjši, kakor ene vejice, je pa zdaj ta
RNA molekula, ki je prvi izraz te DNA molekule. Se pravi, iz te RNA molekule je pa že lahko funkcionalna molekula, ki že vpliva na to, kako bomo izgledali, kako se bomo počutili in vse to. Zanimivo. No. Kaj sem tle pozabila? Koliko je v človeškem telesu celic, vidite, tle lahko preberete. 100 bilijonov celic. Wow. Že sam na fizični ravni, koliko smo kompleksni, ne? Kaj šele ostala telesa, Noro. Super. Se izražanje genov, pa določa genetika, pa epigenetika, oboje. Zdaj tle imamo napisano tudi, koliko je pač teh nukleotidov oziroma teh posameznih gradnikov v vsaki celici, se pravi v vsaki tisti celici, ki sem vam prej pokazala, je se pravi 3x10⁹ nukleotidov, se pravi tistih gradnikov, katerih zaporedje nas v bistvu določa. Te bazni pari. Ja, bazni pari. Adenin, timin, gvanin, citozin. Zdaj in vsak človek se pa med sabo razlikujemo v približno 1 milijonu do 15 milijonov teh nukleotidov, smo pa vsak drugačni. Nekaj moramo imeti enako, da smo pač To pomeni, da imamo isti izvor. Ja. Zdaj, epigenetika se pa ukvarja s tem, kako je pač ta DNA navita še okrog nekih proteinov, kjer je lahko bolj trdno navita, lahko je bolj rahlo navita, in to določa potem, kako se bojo te geni izražali. Zdaj ne bom šla preveč to v podrobnosti, ampak nekako smo želeli tudi malo bolj to predstaviti. Zdaj te epigenetski mehanizmi, vam je verjetno že pač Dejan o tem govoril, so metilacija DNA, remodelacija kromatina. Kromatin je tisti, kako je pač DNA trdno navita okrog tistih proteinskih delčkov in pa še ti proteinski delčki, potem v katerih je DNA navita, imajo lahko še take repke in tisti repki so tudi lahko različni in zaradi tega pride pa tudi do spremembe izražanja. Jaz sem samo tole čisto na kratko pokazala, kako bi izgledala bolj trdno navita DNA okrog te vijolčasti krogci oziroma kroglice so te histoni, proteini, v katerih je naša DNA navita, zato da je lahko tista dolga molekula, ki če bi jo raztegnili, bi bila 1 meter dolga v vsaki celici, kako je lahko potem tako zapakirana v 1 mikron veliko celico, in je vsa noter spravljena. Zato, ker je tako navita še okrog raznih proteinov, da je tako, te histonske modifikacije so pa na teh repkih, ki so tle zeleno, to so tudi pač proteinski repki in so tudi lahko pač različno. Tukaj pride ali pa ta metilacija, kjer je pa že na samih teh nukleotidih lahko. CH3 skupina je pač izraz za metilacijo. Pa samo to ne bom nič več povedala. To sem zdaj rekla, da se ti epigenetski procesi lahko pač prenašajo iz ene generacije v drugo. Zato, če ne vem, mogoče kdo se še spomne, ko so v gimnaziji mogoče učili v srednji šoli v lamarkizmu, ne vem, ali se kdo spomne, kaj je Lamarck, ko so mu učitali, da je čist narobe uči, napram Darwinu, sta imela vsak svojo teorijo. Darwin je imel to evolucijsko, ta Lamarck je pa sta bila sodobnika, se nista imela rada in sta Lamarck je pa trdil o rabi in ne rabi organov. To se pravi, če neke organe rabimo, se nam bojo bolj razvili, če jih ne rabimo, bojo pa zakrnili. In takrat so mu vsi nasprotovali, ampak v bistvu pa ta ideja epigenetike je zdaj priznana in se ji reče mehki lamarkizem, zato ker v bistvu je pravilna. Ja, to je to. Zdaj to bom spustila. To sem se hotela takrat pokazati, kako se pri raku recimo tudi te metilacija lahko spremeni, in še razne druge bolezni. Tlele je prikaz kako je v bistvu to, kako se naša genetska ura in naša res ta
se pravi kronološka starost, se pravi naša resnična starost, pozna na teh epigenetskih nivojih. Se pravi, da je direktna povezava na teh metilacijah, kako smo mi stari, ampak da se ta metilacija pa znatno spremeni, je bila ena slika, če so ljudje živeli pod stresom, se jim je pač v bistvu so izgledali starejši po svoji genetski ustroju, kot so v resnici bili. A ne? In kako se je potem s pomočjo meditacije to lahko nazaj popravili. Tlele še kako v enih primerih raka, no zdaj to, kako z meditacijo lahko to popravimo. To je bila naša hipoteza, da ne vplivamo samo z meditacijo na ampak tudi na telo. No in pol so tukaj prikazani te EEG, kako se je med meditacijo ta jakost signala v alfa stanju povečala. To je znak, da so možgani in telo umirjeno in da je, no pa smo pač naredili to genetsko raziskavo, zdaj to ne bom podrobno, ker samo kateri mehanizmi so se vse spremenili, pač, kako kompleksno, to je pač kako, to, ker je rdečo pa zeleno označeno tlele, samo prikaz, kako so se ti, ki so z rdečo označeni, kateri geni so se aktivirali, zeleno označeni pa tisti, ki so se pač manjše ekspresirali in kako je to vplivalo potem na te mehanizme, ki so povezani s pomnjenjem, z učenjem in pač s tem, da nove sinaptične povezave se lahko tvorijo. Se pravi, ta mehanizem se je aktiviral pri tej naši raziskavi. Kako so se določeni mehanizmi, ki so povezani z odstranjevanjem virusov iz našega telesa, to je en tak primer, spet kako so se aktivirali, pa kako so se aktivirali številni mehanizmi tudi v povezavi z rakom, z delitvijo celice, s celično smrtjo, ki je v bistvu apoptoza in vse še pač, to je pač bila naša objava, pol še druge objave, to ne bom. In to pa zdaj kako, to je pa samo še tle pokazano, kateri od teh genov, ki vplivajo na te procese remodeliranja kromatina, so bili pri naši raziskavi povečani. Zdaj to, kako se lahko s pomočjo meditacije prenesemo to od druge generacije, kaj bi bilo treba še narediti in to je pač to, kar jaz pač skozi govorim, to je z ene moje razstave, tudi, ko sem risala še s pastelom, kako pač verjamem, da je zavest posod prisotna, kako imamo mi sposobnost, da jo razkrivamo, ozaveščamo in z njo mogoče celo igrivo komuniciramo. Bravo. Odlično. Upam, da nisem bila predolga, pa preveč znanstvena. A ste razumeli? Upam, da ste razumeli, sem poskusila čim bolj enostavno povedati. Je bilo jasno, ja. A ima kdo kakšno vprašanje, mogoče zdaj za Metko? Takole lahko gre naokoli. Ja, naj dvigne roko, če bi kdo karkoli vprašal. Lahko pa še polkej. Lahko tudi če pol, ja. Metka bo tudi še tle, ja. En čas, ja. Ja. Ok. Bova zdajle za intermezzo, imava še nekaj minut, bom še kakšno prebral, tole tvojo lepo poezijo. Hvala. Pa potem še kakšno rečeva. Zdaj tu sem in zdaj tam, ko srce odpre se. Med nič in vse prehajam in v meni ta nemir prebujajočega miru. Bi kaj tle še dodala? Nikaj, ne? Ne. Vse povedala. Ja, jaz pa na kratko povem. Ja. Kdo razume, razume, ne? Kdor ne, pa ni trikrat prebere. Pa mogoče bo preboj. Malo za šalo. Zgodnje jutro prebudi v meni nešteto ptic. Iz srca bi rade tja do najvišjega neba. Telo prežeto z radostjo neminevnega. Se za zaprtimi očmi
spogleda z očesom resničnega. To rabaš kar malo zapreti oči, a ne pa malo začutiti to energijo. Deva še eno. V sredici srca in v morju vesolja živi neskončno različic vsega. Daj, da prehajam med njimi in prepoznavam v hvaležnosti vsa obličja tebe, izražene v meni. To pa je globoko. V meni je sonce in smeh večnega jutra. Ko srce začuti dih tvojega koraka v lebdeči meglici. Ko atome moje biti sreča radost tvojega nasmeha. Ko moje oči zagledajo tvoje v izvoru stvarstva. Mrazi. Pol bo Boris povedal, kaj pomeni, če nas mrazi, ne? Ne bom jaz. A čutite, kako se že vse dviga energija? Krasna duša si res. Hvala. Mislim, to mi je res tako fascinantno, ne? Da znanstvenica, ne, povezuje duhovnost in vse te stvari, kar tudi jaz, ne, učim ljudi že toliko let, pa sem bil negrajen, pa me niso hoteli, ne, na MF, ne, se veš, kako so včasih eni togi pa rigidni, mogoče še kaj o tem poveš, no, kako ti to doživljaš, kako si doživljala, ne, ker zdaj so jim menda ukinili ta predmet, čeprav študenti so bili navdušeni, je pač dekan, kakršen je trenutno, ne, ni toliko odprt še, mogoče poveš, kako ti to doživljaš, čutiš glede tega. Mislim, jaz skozi delam bolj po svoje. No. Stop, bravo. Ne damo se, a ne? Tako da me ne gane preveč. Super. Če me sploh ne vem. Odlično, ja. Kdor čuti, kdor ne dojame, ne? Zmeram kaj tacka rečem še med predavanji, tako da super, ja. kdor dojame. Ja, tako, kdor sliši, bo slišal, a ne? Ja, ampak drugače pa jaz nimam problemov s tem, če sem znanstvenica, jaz samo še toliko bolj vidim, kako je vse fascinantno. Ja. Tako da, to je noro, ne? Ampak do znanstvenikov je pa samo, a ne, v racionalnem delu, pa nimajo te globine, ko imaš ti, ne? To mi je res, sem hvaležna, wow, če imam, res. Res pravim milost višjih nivojev, ne, ki jo imamo, da povezujemo ta dva svetova, ne, ki v bistvu, ne, danes znanost nam govori, ne, tudi kvantna fizika, ne, neuroznanost, ne, ogromno raziskav, mogoče lahko še kaj na to temo rečeva, ne, kako je vse povezano. Tiste starodavne modrosti, ki so modreci iz vzhoda nam govorili, danes znanost dokazuje, ne. Ja, jaz sem veliko teh naredila, raznih tudi šol, kar se zvezi s meditacijo, čakrami, s temi starodavnimi indijskimi tudi filozofijami in pač vidim čisto povezavo med vsem tem, tako da kar pač odkrivamo, oziroma jaz nikoli ne rečem, da nekaj odkrivamo, mi razkrivamo. Ja. Ja, točno to, ne. A nam lahko kakšno povezavo mogoče, kar ti pride zdaj na pamet? To lepoto, recimo. To lepoto v teh molekulah, a ne? Ker mi jih pač ne vidimo, mi jih moramo pač na en način prikazati in so pač zdaj že metode, a ne, razne pač rentgenske difrakcije, vse te, kjer lahko te strukture vidimo, a ne? In mogoče, zdaj imam na en drugem tem predstavitvi. Bomo en video pol pokazali, kako te molekule ne grejo, bomo potem. Recimo, kako je ta, a ne, DNA vijačnica, ki jo mi zmeri tako samo tako rišemo, a ne. Če jo pogledamo od zgori, a ne, navzdol, je čudovita rozeta, a ne. In v bistvu tako lepa rozeta, kot jo vidimo v cerkvah, recimo na stropovih ali pa v tistih kupolah pa to. Tako da jaz mislim, da v bistvu vse, kar je znotraj nas, v bistvu izražamo na ven, da vse v nas, vse znanje je in da vse, kar smo naredili pač lepega, vidimo, izhajamo iz sebe v bistvu. Ja.
Torej, tisto, kar je znotraj, je tudi zunaj Ja, potem. in isto, ja. To, To je noro, ne? Ta Ja. povezava, kompleksnost nas, ne? ja. Kot v bistvu osnovi duhovnih biti, lahko rečemo, ne? Ki seveda imamo, ne? Vse nivoje, vsa telesa, ampak kako je vse prepleteno, kako je vse kako prav, vse a ne? prav, Ta kako je božanski v bistvu, red. Ja, kako v bistvu mi smo izraz Boga, v bistvu jaz mislim, da je to tako. Da tudi Bog se še skozi nas uči po svoje. Ja, noro. Noro. Ja. Se prepoznava v nasprotjih. Ja, zato ker on je to želel izraziti vse in izkusiti. Ja. Noro. To pa je res globina. Ja, povem tako, kot čutim. Tako, kaj Tako, kot čutiš. jaz čutim, tako, kot doživljam, tako, kot v bistvu vem, ne samo verjamem. Ja. To je zavedanje, ne? To je drugačne, nekaj verjeti ni Je izuma. pravo. Ja. Ja. Ti moraš to Zavedati. začutiti in ko začutiš, lahko rečeš, da veš. Tako. Ja. Zanimivo. Bova zdaj pogledala, tako sva glih govorila o tem, kako je vse povezano, prepleteno. Bova dala en film. Mava še čas. Mava še par minut. Ampak to ni od mene. Ne, to pa ni od tebe, ampak se povezuje, ne, z vsem, kar sva rekla. Ne, se sam sem hotela pogledati, če je še kaj. Ni, evo, bova zdaj dala. Samo moment, bom jaz tole muziko še stišal. Takole, imamo live, tako da, evo ga, takole gremo vse. Zdaj pa uživajte. Če se bo to skrit. Zdaj takole. Ribosomi. DNA helix, ne? Nukleobaza. Gremo zdaj noter. Molekule, ja. Gremo globje. Protoni, 0,3 femtometra, atom. Zaradi mene tukaj. In zdaj gremo v kvantum. Superstring field, ne, to je teorija strun. Aha, in tle se že konča ta del. Zdaj bom pa še enega pokazala. Evo ga. To je noro, ne, celo vesolje v nas, ne. Pa še tale video. A si gledala? Še enkrat damo.
Odlično, evo, zdaj pa mogoče še zaključne misli, a ne, ali pa kakšno vprašanje, mogoče še, če bi kdo imel, lahko zdaj, ne, jaz pravim lahko zdaj, ali pa, no, sem rekel. Tako da, snemalc, roka gor? Ne, okej. Bom pa še kakšno prebral, a ne? Tako da še za zaključek pa pol še, a ne, kakšno besedico. Iz moje v tvojo dlan potuje sonce, ko veter razpiha oblake notranje zime, ko se z najnih duš dvignejo ptice spoznanja, da moje so tvoje in tvoje so moje oči. Tvoja pesem je stara nenehnosti let, brez začetka, brez konca, vrtinči se iznad nebes. Prejeti od tebe njeno spoznanje je dar. Preliti jo v pravo besedo neskončen je čar. Bravo. Zdaj imamo pa še malo bolj romantične piše. Tako da... Koliko sem ti vzlala romantični? 1, 2, 3, 4. Ni treba vse. A ne? O, še nekaj več jih je. Boste jo pocuka za rokav pa še. Kakšno davanje. Zaplešijo v simfonijo vetra. Ujemiva šumenje trav v dlani. Poljubiva dežne kaplje pomladi. Razgrniva sanje po nebu čudes. Se mislim, da je še ena kicica pred tebi. Aha. Lahko sama, bi sama prebrala. Ne vem. No pa dej, kakšno. Ne, sam še eno. No dej. Prinesi mi šopek lilij, ne da bi jih utrgal. Poljubi me, ne da bi se dotaknil mojih ustnic. Zapleši z mano med nebom in zemljo, v tišini glasbe, v prepletenosti razdalje, v trenutku večnosti. Bravo, bravo. Dost je, dost. Odlično, odlično. Evo, mogoče še kakšna zaključna misel, karkoli, kar bi želela sporočiti našemu občinstvu ta dan. Samo predaja življenju, zaupanje in hvaležnost. Hvala. Odlično. Takole. Ja, hvala. Tole pa še jaz rabam, še naprej, ja. Hvala. Evo, en šopak za vse lepo, ne, kar si nam predala za res iz srca od cele ekipe, tako da res hvala. Hvala. Objemčka. Hvala.